Dobro jutro. Dobro jutro vsem skupaj. Veseli me, da sem lahko danes se srečal v prostorih Državnega zbora z komisarjem Evropske unije za okolje, dr. Janezom Potočnikom. Tema najinih pogovorov je bila medsebojno informiranje. Jaz sem seveda gospodu komisarju predstavil neke temeljne okoljske probleme in dileme, s katerimi se Slovenija v tem trenutku srečuje. Posebej sem opozoril tudi seveda na dejavno vlogo Državnega zbora, ki se je izkazala tudi v zadnjih dneh v zvezi s problematiko urejanja voda, zagotavljanja primernih bilanc voda in seveda poplavne varnosti. Hkrati seveda sem tudi ocenil, da so okoljski problemi v Sloveniji bolj ali manj enaki, kot so bili že pred leti in da so koraki, ki jih delamo na posameznih področjih, predvsem pri ravnanju z odpadki in pa pri urejanju voda premajhni, da bi s tem, kar smo storili, lahko bili zadovoljni. Danes bo oba tudi sodelovala na okrogli mizi Globa o biodiverziteti po letu 2010 in me prav veseli, da bo današnje ponedeljko dopoldne obarvano v okoljskih in naravovarstvenih temah. Hvala. Izvoli. Hvala, Pavle. Tudi jaz lahko rečem, da sem zelo vesel, da sva se ponovno srečala in da te stike vzdržujeva na najni ravni in to mislim, da z veseljem bova počela tudi vnaprej. Tisto, kar sem jaz želel gospoda predsednika Državnega zbora seznaniti, so predvsem stvari, ki se dogajajo v zvezi z pripravami na konferenco o biotski raznovrstnosti, ki bo čez 14 dni, se bo začela čez 14 dni, v bistvu so eksperti že tam. To bo zelo, zelo pomembno srečanje, da ga boste nekako znali razumeti. To je nekaj podobnega, kot je bil Kebenhavnsko srečanje, ko se je pogovarjalo o podnebnih spremembah, je to srečanje za vprašanja biotske raznovrstnosti. Še vedno si ne želimo, da bi se zaključilo na podoben način. Želimo si, da bi zaključili z uspehom. 3 bistvena vprašanja so, o katerih bomo razpravljali. Eden je strateški cilj. Strateški cilj je, kaj želimo, kako naj bi se uspeli globalno dogovoriti, kaj želimo na področju biotske raznovrstnosti si zastaviti kot cilje za naslednje obdobje. Drugo bo vprašanje virov in tretje bo vprašanje, kako v bistvu urejati promet z genetskimi resursi. Gre za vprašanje tako imenovanega ABS protokola. Če bi nam uspelo dogovoriti se okrog tega ABS, to je Access and Benefit Sharing to Genetic Resources. Če bi nam to uspelo, bi nam uspel velik korak naprej, ker bi imeli zavezujoč instrument, s katerim bi se končno uredilo to področje, ki bi razvijajočim prineslo pomembne prednosti zaradi tega, ker bi se končno to področje uredilo. Razvitim bi pa prineslo tudi pomembne prednosti zaradi tega, ker bi pomenil predvidljivost tako za raziskovalce kot za podjetniški sektor. To je ključna stvar, s katero se trenutno ukvarjamo. Gospoda predsednika Državnega zbora sem seznanil tudi z zadnjimi ugotovitvami, ki so povezane z nesrečo, ki se je zgodila na Madžarskem. Seveda sem pa tudi sam vesel, da se lahko udeležujem te okrogle mize oziroma tega srečanja Globa, ki se mi zdi pomembno sporočilo v pravem trenutku vsem, ki jih biotska raznovrstnost zanima, predvsem pa tistim, ki jih ne zanima. Hvala lepa. Mogoče še vprašanje? Mogoče gospod komisar v zvezi s torej nesrečo na Madžarskem. V bistvu se je zdaj pokazalo, da brez učinkovite inšpekcije na nacionalni ravni tudi evropska zakonodaja za preprečevanje industrijskih nesreč ni učinkovita. Me zanima, če se bi dalo zakonodajo kaj popraviti, ker me zanima, koliko je po vaših ocenah, po ocenah komisije še
v EU, mogoče v novejših članicah, pa tudi v starejših, še takih potencialno tveganih industrijskih obratov, mogoče v Sloveniji kakšni med njimi. In pa na Madžarskem so poudarili oziroma obžalovali, da na evropski ravni ne obstaja solidarnostni sklad tudi za primer industrijskih nesreč, tako kot to obstaja za primer naravnih nesreč, pa je kakšna možnost. 3 vprašanja, skratka. Ja. Z prvo vašo trditvijo se strinjam. Ne. Tudi če imamo zelo striktno evropsko zakonodajo in na tem področju jo imamo, ker direktiva IPPC je ena od tistih direktiv, ki jo je pravzaprav pri prilagajanju evropskej zakonodaji najtežje unesti v svoj pravni sistem, mora biti implementacija tega v državi na regionalni ravni ustrezna. Vkolikor ta raven implementacije ni ustrezna, lahko zaidemo v probleme. Zdaj jaz ne bom trdil, da je to konkretno v tem primeru, ker mislim, da je pravilno, da najprej pogledamo in to točno počnemo v tem trenutku. Skratka, imamo dovolilnico, ki je bila izdana za obratovanje v letu 2006 po tej IPPC direktivi. Kolikor sem bil seznanjen, je bila tudi pred kratkim izvedena inšpekcija v tem objektu, tako da moramo preprosto pogledati, kaj je šlo narobe. Vedno, ko se pa nesreča tovrstne dimenzije zgodi, je pa nekaj šlo narobe. Torej, treba ugotoviti in če bo treba, seveda bomo pogledali tudi, ali je treba na kakršenkoli način spremeniti in dopolniti zakonodajo. Žal je pač življenje tako, da ko se soočimo s takim primerom, kot je ta, se iz vsakega od tovrstnih primerov tudi nekaj naučimo. Drugo je bilo vprašanje, težko bi odgovoril kakorkoli v številkah. Lahko odgovorim samo to, je v bistvu zelo povezano z prvim vprašanjem. Vsi ti tovrstni objekti so morali iti skozi zelo močno prilagajanje evropski zakonodaji. To se sam dobro spomnim iz pogajalskega procesa. In vkolikor seveda nek tovrstni objekt ni zadoščal standardom, smo ga morali, je bilo treba nadgraditi in prilagoditi standardom. Tako da to so bili zelo zahtevni postopki, včasih tudi finančno dokaj hudi in mislim, da zakonodaja je, kar se tega tiče, taka, da bi morali ti objekti biti ustrezno prilagojeni in nadgrajeni. Vkolikor, tako da se lahko ponovno vrneva na vprašanje implementacije, ki jaz mislim, da mu moramo začeti posvečati bistveno večjo pozornost. Evropska zakonodaja danes gleda, oziroma upravljanje z področjem okolja na evropski ravni danes gleda tako, da imamo pravzaprav zelo lepo že zakonodajno pokrita številna področja in če je karkoli, kar bi morali imeti večjo pozornost, je seveda vprašanje implementacije in predvsem kako združiti implementacijo in nadzor implementacije na evropski ravni z nacionalnimi in tudi regionalnimi ravni. Tu mislim, da bomo morali dati poseben poudarek, zaradi tega, ker preprosto pričakovati, da ima lahko Evropska komisija, da lahko opravlja funkcijo nekega, denimo splošnega nadzornika, ki ima v rokah pregled nad vsem, je preprosto nemogoče. Jaz imam recimo za te postopke prekrškov zaposlenih 30 ljudi, za vsako govorno področje mora biti najmanj eden in potem si lahko predstavljate, kolikšna je kapaciteta. Ne. Tako da včasih je tudi malo tega neravnotežja med pričakovanji ljudi, pa tudi držav, in pa hkrati na drugi strani viri sredstvi, ki so nam jih pripravljeni dati za to, da bi neke funkcije lahko upravljali. Tretje je bilo pa vprosto. Solidarnostni sklad, ja. Solidarnostni sklad, zanimivo je, da tudi solidarnostni sklad v Evropski uniji obstaja. Vendar ta solidarnostni sklad je v primeru te konkretne nesreče je treba ločiti med dvema stvarema. Ena je bilo aktiviranje civilne zaščite, do katere je končno je prišlo in to pomeni, da v bistvu to je pomoč, ki jo države članice v različnih oblikah prostovoljno dajo državi in zmeraj se najdejo države, ki so pripravljene priskočiti svojimi strokovnjaki na pomoč. Ne. To je, da se obvlada nesreča. Ne. Drugo je pa potem vprašanje odgovornosti in kdo mora karkoli plačevati. V tem primeru imamo seveda za vprašanje škode, ki je povzročena naravi, tako imenovano direktivo liability, direktivo, ki določa odgovornost.
Ne bi rad na pamet govoril, ampak v tem primeru je zelo verjetno, da je odgovornost, neposredna odgovornost podjetja dokaj jasna. Naslednje je pa vprašanje, potem, ki ga imate recimo za škodo, ki je povzročena ljudem, ne? V tem primeru pa pač ne gre drugače kot tožba pred sodišči, ja, pred normalni postopki. Ne? Zdaj, ali bi morali, omenili ste pa solidarnostni sklad, ne? Solidarnostni sklad je namenjen naravnim nesrečam in tu je vprašanje, ki ste ga omenili seveda na mestu, vendar tako pobudo lahko da kdorkoli. Jaz sem prepričan, da bi bila resno obravnavana, ampak kot sem že dejal, na koncu gre za denar držav članic, gre za njihovo strinjanje in gre za to, ali so pripravljene iti tudi v to smer. Ne pa narobe razumeti tudi današnje vloge tega solidarnostnega sklada. Ne. Ta solidarnostni sklad ne more biti takoj aktiviran. Vi imate zelo jasne kriterije, ampak govorim ponovno o naravnih nesrečah. Ne. Imate zelo jasne kriterije, kolikšen del škode more biti v odnosu do bruto domačega proizvoda in tudi potem mora mehanizem, ko pride do predloga, iti skozi soglasje držav članic, tako da traja kar nekaj časa, preden je denar, ta solidarnosti dejansko nakazan tistim, ki ga potrebujejo, lahko je pa nakazan za vse škode in za vse probleme, ki so nastali že od prvega trenutka nesreče. Tako da je lahko v tem kontekstu na nek način retroaktiven. Ampak tako trenutno sistemi delujejo. Kot sem rekel, smo pa odprti za predloge in razmisleke, ki bi šli preko tega. Hvala lepa. Dovolite bi se poslovila, ker imamo še druge obveznosti. Hvala za vprašanje, hvala za prisotnost, svidenje. Hvala lepa, srečno.